Ali veste, koliko goriva popije takle trajekt? Tudi jaz ne. Vem pa, da Boeing 747 popije 1714 litrov na 100 km, kar je več kot stane najbolj poceni pašteta v trgovini. Au! V glavnem, tile 3 avtomobili so med najbolj zanimivimi, ki so zapeljali na naše ceste in nekateri med njimi bodo tudi med najbolje prodajanimi. Zato smo jih odpeljali na daljši test do Korčule. Anže, ki je zaenkrat edini z družino, je vzel Forda B-Max. Mateju, ki bo očka verjetno postal v kratkem, smo v avtomobil namestili otroški sedež in punčko volanko asfaltino. Jaz, pa ki sem edini mlad, sem vzel Clio, ker res izgleda mladostno. Do sem smo se pripeljali čez zimske razmere, ko smo prebili Velebit je sicer deževalo, vendar smo se ves čas vozili lepo in tudi nobene gneče ni bilo za razliko od poletja. Vozili smo točno po omejitvah, kar pomeni 130 po Garminu, tako da so porabe, ki smo jih dosegli, res takšne, kot jih boste dosegli tudi vi, ko se boste odpeljali na dopust. A ja, Mira z Matejem ima dizla, Anže ima bencinarja, tako da je njegova poraba malo večja. Koliko si že imel? Preveč. Ja, zato boš pa ti začel. Takšne majhne enoprostorce imate pravzaprav kupci zelo radi, ker so dokaj uporabni, obenem pa niso preveč glomazni, da bi jih bilo manj veščim zoprno voziti. Ta B-Max je uporabnost dvignil še na višji nivo. Tule med vrati sploh ni stebrička, kar pomeni, da boste otroški sedež ali pa otroka namestili mnogo lažje. Tale Recaro Junior Sport je kar glomazen sedež, ker je namenjen za otroke do 36. meseca starosti, pa je šlo brez težav. Malce zaradi večje te širine, predvsem pa zaradi večje te globine. Se pa vrata nekako nenavadno težko zapirajo, ampak mislim, da je to hiba testnega B-Maxa. Da gre za avtomobil, ki je od Fieste daljši samo za okrog 10 cm, tamle spredaj ne boste opazili, ker je prostora dovolj, je pa prtljažnik majhen. En takšen sedež ali pa otroški voziček pa bo poln. Ja, poraba me je malce razočarala, ker smo se peljali res lepo, pa je potovalni računalnik na koncu kazal 7,7. Oziroma, potem, ko smo porabo preračunali, smo ugotovili, da je B-Max vsakih 100 km popil 8,2 litra, kar je bistveno več od 4,9, ki jih zagotavljajo pri Fordu in tudi nasploh kar precej. Je pa to edina slaba lastnost motorja, ki je ohranil ta zanimiv trivaljni zvok, izgubil večino nadležnih vibracij in je tudi lepo prožen. Prav fini so tudi tile sistemi. Sync vrhunsko prepoznava glasove. Sync, please say a command. Call Mihinjač. Calling Mihinjak. Mihinjak, seveda. In ima tudi zanimivo funkcijo, ki pokliče na pomoč v primeru, da pride do trka in se sprožijo zračne blazine. Do trka ne bo prišlo, pa skrbi sistem Active City Stop, ki pri majhnih hitrostih sam zavira. Sem pa vesel, da smo se zapeljali vse do Korčule, ker so ceste tule naokrog res fantastične. Kot nalašč za tole vrhunsko podvozje, s katerim Ford zopet dokazuje, da to področje res obvlada. Vem pa, da sedaj le uživa tudi Matej, ker sem novega A-ja že vozil in vem, da se zelo dobro pelje. Evo ga. Novi A je prava revolucija za Mercedes. Iz visokega in uporabnega avtomobila so naredili takšnega nizkega, skoraj športnega. Morda bo kdo jezen, ker so naredili takšno drastično spremembo, ampak meni je prav všeč na teh ovinkih. Sicer ni tako odziven kot recimo BMW 1 in Audi A3, je pa daleč od svojega predhodnika. Na poti do sem prehitel enega Italijana s starim A-jem in vam povem, ni imel šans. V njem si zlahka predstavljam kakšno mlado mamico, tudi družinico, starejši pa naj raje izbirajo višjega B-ja. A bo zato imel tudi močnejše motorje, ker podvozje to vsekakor zmore. Z veliko hitrostjo se lahko zapodi v ovinek in ne spusti. Zato gre lahko kar hitro, pa čeprav je to najšibkejši motor v ponudbi. Za prehitevanje si morate vzeti pač malo več prostora, ima pa dovolj navora za klance na avtocesti. Prvič vozim tudi tale dvosklopčni menjalnik. Če ga primerjam z najboljšimi, malo bolj cuka pri speljevanju in trese na mestu, prestavlja pa brezčutno in hitro. Najbolj pa mi je všeč, da je tale prestavna ročica ob volanu in je tukaj veliko prostora za vse mogoče stvari, ki jih sicer nosite v žepih. Mercedes-Benz A res izgleda atraktivno in to je danes pogoj v tem premium razredu. Avtomobil si morajo kupci želeti. Je pa res, da morate precej investirati v dodatno opremo, da avtomobil izgleda vsaj kolikor toliko spodobno.
Tale stane kar 30 000 evrov, pa ima le 80 kW. Je pa zato vse lepo barvno sklejeno in materiali so res fini. Prostora znotraj ni veliko, strop je dokaj nizek, je pa zato počutje zelo prijetno. Sedež sem brez težav namestil, prtljažnik je pa nekako v povprečju razreda. 2 sedeža se spravi vanj. No, Matej, koliko te je porabil? 5,3, če je po števcu, ne? Ja, meni tudi. Koliko pa v resnici? V resnici pa 5,7, če verjeti hrvaškim pumpam. No, meni pa 5,4. Se imaš tudi manjši motor, ne? Ja. Kao, ta dela spet. Ja, še vedno vrata zapira. Nič, grem jaz. Ni pa dizelski motor pri teh majhnih avtomobilih ravno pogosta izbira. Večinoma se vsi odločijo za bencinskega. Seveda pa bo 1,5 litrski dizel, ki proizvede 66 kW, dobro služi vsem tistim, ki se velikokrat odpeljete tako daleč, ker res malo porabi. Z novo generacijo je Clio dobil tudi več možnosti personalizacije, ki je v tem razredu še kako pomembna. Jasno, vsak bi rad imel najlepši avto po svojem okusu. Tako je zdaj na voljo za volan tudi okrasna plastika, ki vas mimogrede tudi prisili, da ga pravilno držite, ker če ga primete kje druge, se lahko skoraj urežete. Po drugi strani je plastika tudi na obrobah zračnikov, okoli prestavne ročice in še kje. Pri Renaultu ne bodo pustili vseh možnih kombinacij, tudi zato, ker ne želijo, da bi kdo iz Clia naredil spako. Res je, da nima veliko moči in da na kakšnem večjem klancu na avtocesti tempomat ne bo mogel ohranjati hitrosti. Po drugi strani pa je, kar se porabe tiče, dokazal, da praktično ne potrebuje 6. prestave, čeprav bi bil potem pri večjih hitrostih motor tudi malo tišji. V notranjosti je več prostora in ni več istega občutka utesnjenosti. Sedi se dobro, le da bi Clio zdaj lahko imel ledveno oporo, ki je v tem razredu prej izjema kot pravilo. Števci so pregledni, potovalni računalnik tudi, edino kar zmoti je malomarnost pri prevajanju, ker so nekatere vrednosti v slovenščini, druge v angleščini in spet obratno. Podobno je s sredinsko konzolo in navigacijo. Mimogrede, celotno kartografijo Evrope dobite za samo 90 evrov, takšen Clio s precej dodatne opreme pa stane 15 190 evrov. Renault je s Cliom naredil res ogromen korak naprej. Praktično se vse povsod občuti napredek. Sploh za volanom, ker se prav nič ne pelje francosko, prej nemško, ker je veliko bolj trd in uživaški v ovinkih. Oblikovan pa je tudi čisto po italijansko, tako da je zelo opazen. No, Clio je tudi najbolje prodajen avto v Sloveniji vseh časov, prihodnje leto pa se bo za to mesto moral pošteno boriti. Opet, ker ti volan kapel dam, če je to hud. Ne bo me jaz prav. Kar Clio, ne? Ne rejte si svoje otroke. A si že zaprl vrata? Si že zaprl vrata? Ker gremo domov.